Misli iz Biblije. Rada se sprehajam po stari poti za našo hišo. Opazujem in občudujem mogočne stare hraste, ki rastejo ob poti. Razmišljam o njihovih koreninah, ki so verjetno zelo velike in razprostranjene kakor njihove krošnje. Spomnim se, da Sveto pismo ljudi primerja z drevjem. Piše: Blagoslovljen mož, ki se zanaša na Gospoda in čigar upanje je Gospod, kajti podoben bo drevesu, vsajenemu poleg voda. Po reki zaganja svoje korenine in se ne boji, ko prihaja vročina, temveč je njegovo listje zeleno, v letu suše ni v skrbi in ne preneha prinašati sadu. Neko noč je v naš kraj pridrvel tornado. Bilo je strašno. Zjutraj je bilo vse polomljeno. Po pospravljanju nereda sem se napotila po poti za hišo, da bi videla, kaj se je zgodilo s starimi hrasti. Na moje presenečenje so bili 3 med njimi polomljeni. Spraševala sem se, kako je to mogoče, ko pa so skoraj stoletje kljubovali vsaki vremenski nadlogi. Ko sem stopila bliže, sem videla očiten vzrok njihove pogube. Težava je bila v srcu debla. Gniloba se je širila na vse strani po skoraj vsej višini. Navzven nihče ne bi rekel, da so bili čudoviti, mogočni hrasti znotraj gnili, ko pa je močan veter butnil vanje, niso mogli več zdržati. V nadaljevanju omenjenega svetopisemskega besedila prerok piše: Varljivo je srce nad vse in hudo popačeno. Kdo ga more doumeti? Lahko ste zelo dobra oseba, morda nimate namena krasti, varati ali hudo lagati. Morda ste celo redni član cerkve in delate dobro ljudem, kadarkoli lahko. Pa vendar vse nas opozarjajo besede apostola Jakoba. Kajti, kdor bi izpolnjeval vso postavo, pa bi se pregrešil zoper eno zapoved, je postal kriv vseh. To pomeni, da niso samo naša dejanja, naš zunanji videz in obnašanje to, kar Bog ocenjuje. Zanima ga zdravstveno stanje našega duhovnega bitja. Dobro ve, da bodo prava dejanja, besede in odločitve prihajali samo iz srca, ki v sebi ne neguje greha, kakor tista gniloba v hrastih. Misli iz Biblije. Daphne Harrington, Mitja Krže, Tom Mlinar in Alenka Plevnik vas do prihodnjič lepo pozdravljamo. Nasvidenje.